Spoštovani, lep in prijazen dan vam želim iz Dunaja. Natančneje, pred vami vidite lep prizor. No, bolje rečeno, vidite ročno palačo iz kompleksa Belvedere. Gre za palačo, ki jo je pred 300 leti dobil v dar princ Evgen Savojski za svoje zasluge, ki jih je naredil Habsburžanom, ali bolje rečeno tej dinastiji. Po prinčevi smrti je ta dvorec oziroma kompleks dobila v last njegova nečakinja, ki pa, kot kaže, ni imela dovolj denarja, da bi ga vzdrževala, in zato je kompleks odkupila od nje Marija Terezija. To je ta del ali pa zgornji Belvedere oziroma to palačo je namestila svoje slike oziroma je naredila iz tega galerijo. No, ta objekt pa ima še eno zanimivost, ta pa sega v leto 1955, torej predstavlja neko novo obdobje. In sicer gre za datum 15. maja leta 1955, ko so tukaj v tem Belvederu ali pa v tem dvorcu podpisali Američani, Rusi, Angleži in Francozi z avstrijsko vlado, takratno seveda avstrijsko državno pogodbo, in tako Avstriji omogočili, da je postala neodvisna in samostojna država. Danes tako spodnji kot zgornji Belvedere služita v turistične namene, sta kompleksa, ki omogočata predstavitve različnih zgodovinskih, galerijskih in ostalih ustvarjalnih delov Avstrije, njihovih umetnikov, in seveda s tem služijo veliko denarja kot turistična destinacija. Dodajmo še eno stvar, ki smo jo že omenili, da letos Belvedere praznuje 300. obletnico svojega nastanka. In če boste prišli v Dunaj, si velja ogledati tako spodnji kot zgornji Belvedere, in seveda tudi za tem kompleksom se nahaja eno zanimivo področje, ki pa seveda označuje to obletnico tega res zanimivega kompleksa. No, Belvedere ni edini zanimiv kompleks v Dunaju, lahko govorimo še o Schönbrunnu, ki je še atraktivnejši, večji in seveda tudi turistično odzivnejši. No, a o tem drugič. Lepo se imejte, lep dan vam želimo, kjerkoli ste, in vidite pred seboj ta lep prizor. Zapomnite si ga.